Glede na to, da se govori o strateškem načrtovanju, katere strategije nameravate vpeljati za pomlajevanje naših organizacij? Ta so težje vprašanja kot tista moja prej, ne? Ja, ta zadeva strategije pomlajevanja prvič, je bi se želel, da prihajate v naših organizacijah. Zato, ker jaz mislim, da to novosti moramo dajati v našem delovanju, v naših zvezah, v naših krovnih. In zato je prva stvar, je, da nekdo od vas, da si, če se želi, in zato tudi prosim, da je prisoten v naših organizacijah, zato ker vse tam se dela stvari in tudi strategije tudi za vas. Zato jaz mislim, da strateško je to pomembno, vem, da je to težko, zato ker boste gotovo imeli en velik zid, kot sem ga imel jaz. Samo jaz mislim, da v tem času, glede da so velike spremembe v narodni skupnosti, še posebno v zvezah, v krovnih, v vse teh zadevah, je tudi vam bo tudi lažje, zato mi smo gotovo blizu, strategije so tam. Začetek je treba, je lahko tudi druga strategija, da se ustanovi eno blizu krovne organizacije, ena mlada stvarnost, lahko tudi ena druga, vendar če je glede, da je srž izvršni odbor, glede, da je izvršni odbor, si tudi želim, da se člani izvršnega odbora znižajo, ne več 15, pač pa recimo na 9 smo mislili, če pa tista 9, ena oseba je mlada ali pa 2, ste prav res 25-letniki, 20-letniki, to bi bilo za me najbolj. Po eni strani, če je želje, lahko si vzamete to odgovornost, da pristopite najprej v odbore društev in potem se javite. To je lahko tudi strategija od spodaj navzgor, recimo. Boste prisluhnili takim. To je brez dvoma. odprto.